Ja, dobrodošli na tiskovni konferenci Zavoda Arciva. Pravzaprav se je tukaj včasih rekel na Lužarjevi domačiji. Zdaj ne vem, kaj bo lepši Zavod Arciva, Lužarjeva domačija. To bom dal predstavljati vam. Radi bi predstavili en del, ni pravzaprav še zaključek projekta, ampak en del 8-letnega projekta izgradnje Zavoda Arciva in pravzaprav to, kar predstavlja cilj našega zavoda, oziroma kar predstavlja neko usmeritev, ki bi v ta prostor, v Loško dolino, na to področje Notranjske prinesla neki svež veter, predvsem ciljamo na mlade in na medgeneracijsko sožitje, pa ne samo na mlade, pa tudi na invalide, na tiste, ki sicer nimajo kakšne posebne priložnosti, da bi izvajali svojo rekreacijo, svoj turizem, ampak da bi se tudi ti ljudje zavozlali v družbeno okolje. Zavod Arciva je bil ustanovljen leta 2009 z namenom, da na podeželju oblikujemo inkubator razvojnih in tehnoloških idej, ki bodo spreminjale življenje prebivalcev na vasi in jim ponudile nove rešitve. Razvojne in nove ideje na področju kulture, kot vidite, na področju kulture imamo galerijo in letno gledališče, izobraževanje, trudimo se, da hodimo po šolah in izobražujemo mlade iz področja ranljivih skupin in jim pravzaprav predstavljamo, da se življenje ne konča z invalidnostjo, ampak da se lahko včasih celo začne. Potem na področju turizma vidite, podpiramo nove kapacitete, na voljo bo 43 postelj oziroma z dodatnimi ležišči bomo lahko gostili en avtobus. Potem sociala in zdravja, seveda nudimo podporo invalidskemu delovanju na vseh področjih. Mladini, recimo okolju, energije, na Žagi, na izviru vrha imamo dodatno lokacijo, kjer že z pomočjo različnih šol, med drugim tudi gozdarsko šolo iz Postojne, že pripravljamo projekte za mlade. Potem prostovoljstva, imamo tukaj prisotno našo prostovoljstvo iz Romunije, ne vem, ampak nekje tukaj je. Ja, Renatka, evo. Skratka, hočemo v ta prostor pripeljati mlade z novimi pogledi iz različnih kultur. Potem, ja, seveda sem rekel okolja, na Žagi, v Vrhniki imamo elektrarno in hočemo biti tudi samozadostni, energijsko samozadostni. Potem tukaj hostel je bil grajen iz naravnih materialov, oziroma predvsem lesa, gline in kamna. Potem, ja, in seveda tudi arhitekturo. Namreč sodelujemo skupaj z društvom Arhitekturni nasvet in tukaj že dajemo brezplačne arhitekturne nasvete za lokalno prebivalstvo. Skratka, hočemo zaokrožiti s svojim delovanjem vse dejavnosti tako, da pomagamo ljudem. Podpiramo znanje, inovacije in razvoj človeških virov, ki temeljijo na vseživljenjskem učenju in neformalnem izobraževanju. Obiskovalcem nudimo različne možnosti za druženje in sprostitev, tako so na voljo različni naši programi, prostori ter okolje, kjer boste zagotovo našli nekaj za vse. Naša vizija je razvijati aktiven odnos do življenja v smislu učenja oziroma znanja, razvoja samostojne osebnosti, gibanja, sprejemanja in spoštovanja različnosti ljudi, kultur, veroizpovedi in različnih prepričanj. Predvsem pa se bomo tudi vzgojno izobraževati
in socialno delovati. Naš cilj je tudi dostopna in ekološka turistična ponudba, ki predvideva razvoj storitev in turističnih produktov na maloobmejnem območju Slovenije, Hrvaške in Italije. Ta prostor pripada pravzaprav enemu zgodovinskemu, zemljepisnemu in kulturnemu okviru. Namreč predolgo so bili ti prebivalci ločeni z mejami, ki so ovirale pretok ljudi in idej, zato smo bili na področju turizma premalo povezani in posledično je tržna prepoznavnost posamezne regije na različnih nivojih. Slovenski del želimo približati Hrvaškemu in atraktivne potencijale čez meje z Italijo in združiti še z evropsko ponudbo v skupno tematsko turistično proizvod s poudarkom dostopnosti za invalide. Naša vizija je, da bo turist svoje doživetje naravne dediščine užival kot enovito ponudbo povezanega prostora med Oglejem in Plitvičkimi jezeri. Zdaj pa mogoče na kratko še o investici. Ta projekt cel je bil nekje ocenjen, seveda ni še dograjen, moram to povedati, ni dograjeno gledališče, manjka še bazen in manjka še restauracija v tem skupnem prostoru. Vse skupaj to je bilo ocenjeno na 1.800.000 evrov. Od tega smo zdaj vložili približno nekje 700–750.000 evrov. Od tega je 300.000 kreditov in pa sem še pozabil povedati. Donacije. Moram posebej povedati, da nam daje podporo pri tej izgradnji Mednarodno združenje slikarjev, ki slika z usti in nogami, ker bi radi tukaj tudi dobili en center, ker bi se slikarji z usti iz celega sveta združevali na enem prostoru in pravzaprav tudi izmenjevali svoje izkušnje. Mislim, da sem povedal vse. Rad bi zdaj predstavil še našo novo direktorco Zavoda Sliva, Urša Telič-Miller, pa bo še ona par izhodišč povedala o zavodu. Lep pozdrav. Jaz bi pa predvsem, sicer je Beno že kar obsežno povedal, kaj ta zavod počne, da so tudi ljudje in lokalna skupnost, ki je zelo vpletena v dogajanje. Jaz bi pa želela tudi predvsem, oziroma vsi bi želeli deliti en košček te lepe dežele Notranjske s vsemi ostalimi, ki prihajajo iz tujine, pa tudi iz Slovenije, ki še raziskujejo te dele Slovenije, ker imamo veliko naravne dediščine in pa tudi kulturne dediščine v teh koncih. Nekateri mogoče te kraje že poznate, mogoče drugi še ne. Tukaj smo obkroženi s Cerkniškim jezerom, Snežnikom, Bloška planota nas obdaja, tako da v teh koncih se da početi marsikaj. Lahko je to prostor za sprostitev v naravi ali pa za aktivno preživljanje prostega časa. Pri nas se lahko smuča, teče na smučkah, drsa po zimi, lahko ste pohodniki in greste na Slivnico, na Snežnik, pa še kam drugam. Možno je kolesarjenje, imamo tudi ponudbo vožnje z lojtrnikom. Seveda od kulturne dediščine pa je tukaj zelo lep grad Snežnik. Veliko starih mlinov in žag, eno od teh je tudi ohranjena na Vrhniki, o kateri je tudi Beno prej govoril. In želimo si z odprtimi rokami ponuditi ta biser še širšemu prebivalstvu, različnim skupinam, od mladih do družin, tudi gibalno oviranim, saj je celoten hostel prilagojen tudi za te skupine. Kaj bi še rekla?
Imamo pa tudi, seveda, Beno je pravi izvir idej in v prihodnje si želimo tudi začeti z enim projektom pastirske šole, ki bo mladim ali pa tudi družinam prikazal, kako so včasih pasli krave ali pa ovce in bojo tudi lahko se preizkusili v tem. Bomo imeli manjši pašnik in pa tudi različne živali. To je seveda v sodelovanju z lokalnim kmetom, ki bo pokazal tudi, poleg paše bojo tudi čebelice in pajni in tako da z različnimi temi dejavnostmi, ki se mogoče pozabljajo, se bojo lahko pač obiskovalci srečali v kratkem. Ja, namreč ideja je, vedno, ko se sprašujemo, kaj bi ponudili še, vedno moramo izhajati iz tega, kaj smo mi počeli, ko smo bili mladi. In meni je na misel prišla, kaj mi je bilo najljubše in seveda se mi zdi, sem, da sem se pogovarjal, da bi bila to, seveda treba gledati na otroški populaciji in takvi projekti seveda so in bum in skratka, mislim, da povezujejo tudi ljudi med seboj. Mislim, da sva, mogoče še to, v tem prostoru se zbira tudi skupina, ki v slovenskem prostoru na področju 3D printa kar nekaj pomeni, največji strokovnjaki na tem področju se zbirajo tukaj pri nas in prav v teku je zdaj izobraževanje za Blender, za 3D modeliranje, tudi tisti, ki imate mogoče še željo, da vas zanima, to lahko pridete in se udeležite tega tečaja. Zdaj pa mogoče še, da ne bomo pozabili našega edinega gosta trenutno v hostlu, Igorja Judišiča, predsednika Popotniškega združenja Slovenije, ki pa seveda ima eno drugo zgodbo in pravzaprav zajema neki širši prostor. Igor, izvoli. Beno, hvala. Kako se je vse skupaj začelo? Dobim mail od gospoda Benjamina Žnidaršiča in že po prvem telefonskem pogovoru smo tiste gospode pustila nekje na strani. Ko smo se prvič srečali, je tudi Benjamin ostal na strani in je samo še Beno. Tako da smo zelo hitro našli nek skupni jezik in v končni fazi se Popotniško združenje Slovenije in pa Zavod Ars Viva ukvarjata z zelo podobnimi sorodnimi zadevami, skratka pomagati predvsem tistim z manj priložnostmi pri mobilnosti in to počnemo, se lahko res pohvalimo, že 125 let. Namreč to danes je prvi dogodek v okviru 125. obletnice organiziranega mladinskega popotništva na Slovenskem, ki ga proslavljamo v Popotniškem združenju Slovenije. Takrat se je namreč ustanovilo Ferialno društvo Sava, ki je bila prva organizacija, ki je potem prešla v Ferialni savez oziroma Ferialni iđački savez Jugoslavije, potem Ferialni savez Jugoslavije, pa Počitniško zvezo Slovenije in končno Popotniško združenje Slovenije. Skratka, brez nekih prekinitev, čeprav so bile v tem obdobju, so se dogajale hude spremembe od prve, druge svetovne vojne do razpada Jugoslavije, je to gibanje ostalo in se zgolj nadgrajevalo. In tako kot so včasih rekli, ne moreš spremeniti tog vetra, lahko pa namestiš jada, da gre barka v pravo smer. In 125 let obstoja pomeni, da smo potovali v pravi smeri. Včasih smo morali malo cikcakati, če je veter tiho nasproti, včasih so nas jadra ponesla z polno hitrostjo naprej. In danes se nahajamo v objektu, torej 40 hostlov v Sloveniji, ki postaja del verige Hosteling International, ki je tudi največja veriga prenočišč na svetu z svojimi 4000 objekti in 40 milijoni nočitvami v 90 državah po svetu. In ob tem trenutku bi tudi prenesel pozdrave glavnega izvršnega direktorja, gospoda Darrena Barkerja, ki pozdravlja ta dogodek in posebej poudarja, da je izjemno pomembno, da odpiramo vrata v hostlih tudi za tiste, ki imajo ovire pri mobilnosti. Tako da danes odpiramo vrata ne samo prvemu youth hostlu, oziroma prvemu hostlu, ki je v celoti prilagojen invalidom na vozičkih, ampak dejansko tudi prvemu tovrstnemu objektu v Sloveniji. Torej v Sloveniji ne obstaja hotel, motel,
kemp ali kakršnokoli drugo prenočišče, ki bi turistom v popolnosti odprlo vrata na ta način, da so vsi prostori dostopni invalidom na vozičkih, vključno z novo nastajajočim amfiteatrom in bazenom, vključno z vsemi skupnimi prostori, kuhinjami, kopalnicami in seveda večina sob je opremljenih tako, da so dostopne ljudem, ki ne morejo drugače dostopati. Izjemno čast si štejemo tudi dejstvo, da smo zaprosili in tudi uspešno dobili odgovor od predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, ki je, na to smo zelo ponosni, častni pokrovitelj današnjega prvega dogodka, ki v sklopu dogodkov, ki se bodo v toku letošnjega leta zvrstili ravno ob praznovanju 125. obletnice. Tako da žal je gospod predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, sicer v mestu zelo podobnim imenom kot Cerkniško jezero, skratka v Cerknem, in je tisti dogodek potrdil že bistveno predno, smo mi sploh zaprosili za častno pokroviteljstvo, tako da žal ni prisoten z nami, je pa seveda ta dogodek pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike. Enako me je prosila tudi direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak, naj jo vljudno opravičim. Z eno nogo je že bila na poti, vendar je včeraj pač bolezen preprečila, da se udeleži. Sicer pač je sezona teh zimskih, da rečemo, bolezni, prehladov, grip in podobnega, tako da bi verjetno udeležba lahko bila še večja, ampak prav je, da odpremo hostel takrat, ko začne delovati, in kasneje potem bomo tudi slavnostno otvorili objekt in boste imeli možnost hostel tudi pogledati. Z moje strani, nekaj smo vam tudi v mapah pustili, tako predstavnikov novinarjev, tudi za vse ostale bodo tam v galeriji spodaj vse informacije. Seveda smo za vsa plačanja vsi trije tukaj na voljo, če bo karkoli za dodati, za povedati. Jaz bi pa z moje strani tukaj zaključil in se zahvalil za vso sodelovanje. Zdaj pa morda tisto, kar smo rekli, da se bo dogajalo v tem času, ne vem, če lahko rečemo temu slavnostni, ampak kakorkoli glede na to, pred kakimi gosti bomo to počeli, je na vsak način slavnostni podpis pogodbe o sodelovanju med Zavodom Azviva in pa Popotniškim združenjem Slovenije. Ja, mogoče še prej to, namreč opravičili so se pravi, da povemo, kdo je tudi se opravičil še. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo odpira namreč videli tudi neko livarno, tako da tudi oni niso mogli biti prisotni. Sekretarka vlade Lidija Kozlovič je tudi povabljena, je naša prijateljica sicer, in se je tudi opravičila, da je žal ne more zaradi obveznosti. In župan naši v bolnici, drugi župani pa mogoče še pridijo, ne vem. Skratka, mislim, da je to tisto, kar sem bil dolžen povedati. In pa direktor Urada za mladino, dr. Peter Debeljak, sem prej tudi jaz pozabil, smo dobili pozdrave in spodbudo in opravičilo, da žal ne more sodelovati v dogodku. Pozabil sem še župana Ljubljane, gospoda Jankoviča, namreč njegova mama je tukaj iz Starega Trga doma in tudi sicer zelo dobro sodeluje z invalidi, zato je bil tudi on povabljen in tudi on se včeraj, on je mislil, da bo prišel, ampak pač v zadnji moment se tudi on opravičuje. Tako, Ivar, zdaj pa slavnostno, mogoče še prej, če bi kdo še kaj vprašal. Mogoče je še kakšno vprašanje postavil, ki ne jasno, oziroma ki bi rad bil še kdo. Milan, mogoče ti. Smo izčrpno povedali vse, kar smo imeli. Hvala. Potem pa podpisal. Jaz sem eno posebno tehniko podpisovanja. Ne bom zluštil, ki imamo Nečkaj sem če dobro.
Tam bomo naredila še veliko dobrih projektov. Predvsem na dobro mladih in v dobro vseh ljudi, ki so borci za boljši svet.